Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, Robert Golob še vedno ni odstopil, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Slovenske novice pravijo, da imamo novega ministra. Poglejte podpis pod fotografijo, ki sliši na ime Dan Juvan. Mi pa vam ekskluzivno razkrivamo, da kani Golob, ki po novem skrbi tudi za ptice, razširiti vlado še z enim članom, ki takole vadi za ministra. Neuradno smo izvedeli, da naj bi od Goloba samega prevzel resor za smešno hojo. Sedaj pa se lotimo 38. oddaje okrogle 8. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali bomba po pošti, kaj imamo Slovenci s poštnim bombašem. Teodor John Kaczynski, bolj znan kot Unabomber, je skoraj 2 desetletji s pisemskimi bombami teroriziral ZDA. Kaj imamo z njim Slovenci in česa o njem še ne vemo, nam bosta povedala naš posebni gost, nekdanji rektor Univerze na Primorskem in vrhunski matematik dr. Dragan Marušič in naš stalni komentator, dvojni magister Roman Vodeb. Dragan, Roman, toplo pozdravljena. Živjo. Lep pozdrav. Dragan, najprej me zanima, kdaj si ti recimo izvedel, da je Teodor John Kaczynski, bolj znan kot Unabomber, v resnici vrhunski ali pa najprej, če hočeš tako, vrhunski matematik? Ja, zvedel sem prvič za Unabomberja, kot so ga poimenovali, še predno so vedeli, za koga gre. Nekje konec 80-ih, začetek 90-ih sem zaključeval svoje službovanje nekaj letno v Ameriki na University of California, Santa Cruz. In spomnim se teh novic po časopisih, po televiziji in tudi po internetu, ki je takrat ravno kar nekako ugledoval luč dneva. Šele kasneje sem pa, mislim, da je bil on sredi 90-ih predan ali ujet. Ja, okoli leta 95. Ja, tako nekako sem potem še ta del njegove zgodbe, da je dejansko po profesiji bil matematik. In seveda temu primerno sem se malo bolj začel zanimati za celotno ozadje in sploh, kaj je za tem bilo. Ti si se pa z njim oziroma z njegovo zgodbo, Roman, pa čisto iz drugega vidika ukvarjal, pač iz tega, da ti preiskuješ te pač množične morilce. Pa serijske morilce. Ja. Za tega težko rekli, da je čist serijski morilec, ki je samo 3 ubil, ta serijski nek pa v daljšem terorist. časovnem obdobju, ne? Ja, ampak ta ni ubijal žensk, ponavadi moški ženske ubijajo, bil je zelo, rekel, drugačen od vseh ostalih. Jaz sem en podcast močen posnel pred enimi 3-4 leti, predelal to knjigo Serijski morilec, normalen psihopat, psihopatološke matere, Carmen Šterk je to napisala, ful v redu knjiga, in tam je tudi ta Kaczynski omenjen. In njegovo otroštvo je zanimivo zato, ker ta psihoanalitični pogled daje slutiti, da je ta letet na neki ravni podoživljal ene stvari z otroštva in zaradi tega se je spravil na to tehnologijo, na razvoj, industrializacijo pa tehnologijo, kar ga je v osnovi motilo. In on ni ubijal prav nekih ljudi, ampak ljudje so naključno tam umrli, eni 3 bili tudi nekateri opečeni. On se je spravljal recimo na letala kot tehnološki dosežek, na računalniške trgovine, skratka na tehnološki razvoj, če je pa kdo potem umrl, je bila pa neka kolateralna stvar. Ampak on je želel družbo pač opozoriti na smrtonosnost tehnološkega razvoja in zato je bil zame zanimiv in kot takega, kot zanimivega za profilirati pa v psihoanalitičnem simbolnem smislu, sem se začel za njega zanimati pred par leti, zdaj sem pa tole malo obnovil tole znanje, ki sem ga že v bistvu malo že pozabil, pa sem obnovil. Ok. Dobro, Dragan, zdaj
Če te prav razumem, ti si se kar poglobil v to njegovo zgodbo. Zdaj, kdo je bil, recimo, če gremo zdaj po vrsti, kdo je bil Ted Kaczynski, predno se je odločil, da bo živel pač v neki osami? Sej, mogoče bi se navezal na to, kar je izvoli, seveda. Roman rekel. Zdaj, mene to zanima manj kot me ne zanima toliko fenomen Ted Kaczynski, Unabomber, terorist. Pa bom povedal, da zato, ker danes je na svetu veliko teroristov, posameznikov, skupin in držav. Me bolj zanima ozadje njegovo, to se pravi. Več kot vrhunskih matematikov, zdaj, če se hočeš reči. Recimo, ker je bil matematik, pritiče mi, da kaj o tem povem. Predvsem me pa zanima njegov manifest, način, kako ga je predstavil, odločil se predstaviti skupnosti oziroma preostalim ljudem. In pa sama vsebina in kaj ta manifest pove torej njegov pogled na to, kaj čaka človeško družbo v prihodnosti. Ker marsikaj, kar je tam zapisano, po mojem mnenju, oziroma kolikor jaz vem, je to začel pisati takoj v 70-ih letih, ker je odšel z UC Berkeley, mislim, da leta 1969 je zapustil mesto predavatelja tam oziroma profesorja. On je bil v bistvu tak zelo perspektiven, lahko naredil vrhunsko akademsko kariero. Zelo na hitro mogoče, sej ne bi šli prav nekaj preveč teh matematičnih faktov, ampak že kot dodiplomski študent, mislim, da je šel na 16 leti na univerzo, je hitro končal in potem doktorat zaključil tam nekje okoli 25. leta, dobil potem pozicijo na University of California, Berkeley. In potem je zapustil po 1-2 letih. Mogoče čisto tako za tiste, ki se približno malo matematično jih zanima matematika. Že kot dodiplomski študent je napisal en članek, jih bom povedal samo en drobec. Če vzamete število 1089 in ga pomnožite z 9, boste dobili ravno obrnjeno število, se pravi 9801. In podobno, če število 2178 pomnožite 4, dobite 8712. No, če taka števila, to sta edini dve števili manjši od 10.000, ki imata to lastnost. On je en članek, ki ga je matematik angleški napisal v sredi 60-ih let na temo, taka števila je imenoval reversible, se pravi obrnljiva števila. Ampak zdaj treba to razumeti, torej poljubno velika in v poljubnem številskem sistemu, ne nujno v desetiškem. In to, ko to postaviš, postane to en kompleksen problem, no, on je to en članek na to temo, recimo napisal že kot dodiplomski študent, sicer pa se je ukvarjal z enim področjem matematike, se reče kompleksna analiza. Jaz vidim, ki pa je zdaj v šla v druge vode, kot pa je bila takrat. Zdaj, jaz vidim tudi dejstvo, da je bil matematik kot enega od elementov, zakaj je potem zapeljal svojo pot tako, kot je, zakaj je tisti manifest napisal in tako dalje. Kajti delovanje matematičnih umov je precej specifično. Jaz imam recimo za morda ne preveč tipičnega matematika, ker sem malo bolj, bom rekel, normalen kot povprečen matematik, če lahko tako se izrazim, čeprav za ljudi izven matematike deluje mogoče malo čudno večkrat. Ampak treba je vedeti, da matematika ni 2 + 2 je 4, ampak matematika se ukvarja z relacijami med stvarmi, vzorci, enakimi stvarmi, različnimi stvarmi in tako naprej. Preko različnih ravni abstrakcije hodi v vedno bolj kompleksne stvari. Mogoče tipičen primer, mogoče ga lahko povem, je ta. Mi smo navajeni, mi živimo lokalno v prostoru, ki je trodimenzionalen in sledi aksiomom oziroma pravilom tako imenovane evklidske geometrije, že stare Grčije. Tipičen pravilo je, da skozi točke izven premice gre ena vzporednica. To se spomnimo že iz osnovne srednje šole. Ampak ti lahko narediš popolnoma smiselno geometrijo, tudi če daš drugačno pravilo, in eno od takih sprememb, ki ga narediš, je, da rečeš, da skozi točko izven premice lahko potegneš dve vzporednici. Dobiš nekaj, čemu se reče hiperbolična geometrija. In zanimivo je, da pri ljudeh v psihotičnem stanju, pod psihotropnimi vplivi ali pa near death experiences, ljudje
poročajo, da so videli neke strukture, ki so vse opisljive, so opisane v učbenikih hiperbolične geometrije. S tem hočem povedati, da ljudje, ki brez tega, brez takih pomagal, brez near-death experience, to vidijo, pomeni, da te možganske celice, te sinapse furijo na en poseben način in ni nič čudnega, da v tem stalnem stiku, ko ti poskušaš ugotavljati, kako stvari so med sabo povezane, kako tečejo, greš preko in tako. Okay. Tako si jaz razložim ta matematični aspekt. Evo, Roman, odlično izhodišče ti je po moje Dragan dal, da pa ti zdaj predstaviš pa še ta drug vidik Teda Kačinskega. Na kak način je on prišel do tega, kar je kasneje bil? Izvolite. Jaz sem se poglabljal v vse serijske morilce, vsi nastanejo v otroštvu do 6. leta. Zdaj, specifika tega Tedovega otroštva je pač ta, da je bil hospitaliziran za 10 dni, strogo hospitaliziran, brez mame je bil, mislim, da je bila 1 ura na dan, in ko je prišel z bolnice pri 6 mesecih zaradi neke alergije na neka zdravila. Potem je šel ven in mama je rekla, da je bil čist drug, institucionaliziran, da je bil, srep pogled, zamero imel. Zdaj, tip navezanosti je bil čist dezorientiran, ambivalenten do mame je bil. Se pravi, to je nekaj najhujšega, kar se lahko otroku naredi, in on je to hospitalizacijo ponavljal, zato je tudi antisocialno motnjo razvil, ker tistih medicinskih sester se je bal, ko hudič križa, in bil čist v osami. Mati narava ga je fascinirala, živel v skladu z naravo, v skladu z mamo. To, da se ukvarja s tehnologijo, je posledica tega, ker so takrat uveljavljali te tehnološke napredke pri negi dojenčkov, zdaj bojo pa aparature vse naredile, in je bil odtegnjen od mame 10 ključnih dni pri 6 mesecih, ponavljal to do 9. meseca, in on je nastal kot tak, kakršen je bil, antisocialen, nagnjen k, bi rekel, sovraštvu do tehnologije, ker je njegovo mamo zamenjala tehnologija. Rojstva inkubatorja, tiste vse naprave. Tehnologija mu je vzela mamo na nek način. Tako je. On to razumel, ne? Tudi za nazaj je on nezavedno sklepal, se pravi, gre za nezavedno mišljenje, kalkuliranje, in on se je ukvarjal očitno s to tehnologijo, ki je tehnična, sovražna do njega in deluje potem tudi po nekih zakonitostih, in tukaj jaz vidim neko stično točko z neko fiziko, matematiko. Moram še reči, da ko jaz obravnavam, pri meni so tudi taki, ki imajo zelo, zelo težka otroštva, in oni vsi razvijajo neke genializme, neke ful talente, in eno od teh talentov, tudi avtisti recimo imajo te talente, ne? Avtizem nastane načeloma v teoriji, pravijo, tudi zaradi mame, ne? Se pravi, deficit v prejemanju materine ljubezni, potem avtizem lahko razvijajo, to je ena od teorij, in potem razvijajo neke genializme, ki nakazujejo, kaj vse so človeški možgani sposobni. In pri tem Tedu Kačinskemu se meni zdi, legitimno sklepam, da se na simbolni ravni se njegovo otroštvo, njegova hospitalizacija, njegova deprivacija od mame, ne, se pravi, on je potem živel v osami z naravo kot simbol mame in alergičen, torej sovražen, totalno pobesnelo sovražen do vse tehnologije. To je simbolni nasledek te hospitalizacije pri 6 mesecih, ki je šel naslednjič v bolnico, je doživljal tako rekoč panične napade, pa sploh otroci še ne morejo imeti paničnih napadov, načeloma. Ampak ta je s to travmo v bistvu zastavil svoje otroštvo na tak način, da ni čudno, da je postal torej serijski morilec, atentator oziroma terorist, terorist v smislu, da se spravlja na to tehnologijo. Zdaj jaz ne bi povezoval njegovega genializma. Roman, če boš povezoval ali pa ne bi povezoval, predlagam, da to storiš po krajšem premoru, tako da ne namojiti gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kdo je bil poštni bombaž Ted Kačinski in kaj imamo z njim Slovenci. Vstanite. Ponovno pozdravljeni, z nami sta še vedno naš posebni gost, dr. Dragan Marušič, in pa naš stalni komentator, dvojni magister Roman Vodeb.
Pogovarjamo pa se o tako imenovanem unabomberju, Tedu Kačinskemu oziroma poštni bombašem ter kaj imamo v zvezi z njim Slovenci. Roman, predno smo šli na oglase, si razlagal v bistvu, kje izhaja po tvoje pač, ne, ta njegova, ko bi rekel, to, kar je počel, ne, da se pravi, da se je obnašal kot terorist, da je pošiljal te pisemske bombe, rekel si, da je targetiral v bistvu tehnologijo, ne toliko posamične ljudi. Izvoli, nadaljuj svojo analizo. No, zdaj jaz tako, se mi zdi, da je dolžnost, da rečem, da če nekdo razvije talent, recimo v matematiki ali pa kjerkoli drugje, to nima veze, če ima na čustvenem področju recimo težave z mamo, pa da bi bil izredno talentiran recimo na kakem drugem področju ali pa matematiki. To nima veze s tem objavskim nekim gonom, ki ga razvije, oziroma gonom, tendenco, se pravi neko nezavedno namero, da škodi ljudem, da uživa, on očitno ni toliko sadistično užival, ko so ljudje umirali. On je užival, ko je ljudem dal vedeti, da je tehnologija tista, ki bo človeštvo spravila v grob. Se pravi, njegov talent, ki ga je pa mogoče pa res razvil na račun te hospitalizacije in težkega otroštva, ko je ta tehnologija njemu grenila, tako rekoč življenje, in on, ko je želel razumeti tehnologijo, tam pa so zakonitosti. In ponovadi taki računalničarji ali pa matematiki, fiziki nimajo nobenega občutka za emocionalno pamet, inteligenco, čustveno inteligenco. In zdaj pri njem pač, on je hotel tudi spol spremeniti pri tam 25 letih, to je podatek. Ni imel nobenega seksualnega življenja, se pravi, socialno popolnoma izoliran, razvil fobijo socialno. To je vse čist neodvisno od tega, da je bil pa genijalen v matematiki. Mogoče to, ko sem želel dopolniti Dragana, ker pač tale matematika je ključna. Jaz mislim, da mogoče se bi dopolnil. Ko sem rekel, da vidim v tem, da je, ko sem opisoval, kako delujejo matematične razmišljanja, sem mislil na njegov manifest, ki je torej vsebina njegovega manifesta in problematiko, ki je tam obravnaval, ne pa na njegova dejanja terorista, ker sem se že na začetku odmaknil tega, rekoč, da jih je cel kup drugih dan danes, pa se o njih ne pogovarjamo. Torej, ta manifest, najprej mi je zanimivo to, da gotovo je poleg matematičnega talenta imel tudi zelo dobro razvit verbalni faktor, kajti ta manifest je napisan koherentno z repom in glavo. Celo vidi se ta preobremenjenost z matematičnim razmišljanjem, ker še vedno ni zadovoljen, kako stvari pove. Matematiki so namreč naučeni, da stvari povedo, da vse stvari, s katerimi operirajo, dobro definirajo. Dobro definirati pomeni, da nekaj je tako povedano, da ni možno dvojnih interpretacij. Razen, ko prideš do meja tvojega spoznavnega aparata in ni več, ta spoznavni aparat ni več dovolj močan, da bi tiste fenomene opisoval. Skratka, pri tem manifestu mislim, da je ena ključnih stvari, pa bom samo to zaenkrat povedal, je to, kar on imenuje power process, to se pravi, bom kar prevedel, proces moči. Mislim, da tu zadene bistvo, ki po njenem izvira ta potreba po vzpostavljanju procesa moči pri živem bitju, pri človeku, ki izvira iz njegovega biološkega, torej iz njegove biološkosti, da človek potrebuje v svojem življenju, da si postavi cilj, do tega cilja se mora potruditi, mora nek napor in mora ta cilj tudi doseči. Potem je še četrti element, ki on imenuje avtonomijo, ki pravi, da nekateri ljudje tudi potrebujejo, da pri postavitvi cilja, pri naporu, da je to avtonomno počnejo, ne pa da jim neka širša skupina ali pa država ali skupnost določa, na kakšen način bo to počel. In osnovni problem industrijske družbe oziroma družbe, v kateri živimo, je po njegovem ta, da je ta proces moči namenjen predvsem temu, da ohranjamo svojo človečnost oziroma svojo biološkost, da ga realiziramo za nadaljevanje svoje človeške vrste, da vzpostavimo kontrolo nad svojo usodo v okoliščini, v kateri živimo. Danes je pa tako narejeno, da je vse skupaj na dosegu roke. Nič se nam ni treba potruditi, hrano ni treba iti tam loviti ali pa nabirati po gozdu, ampak gremo v trgovino,
nobenega fizičnega napora ni, niti hoditi nam je treba, ker se vozimo z avtomobili. Hodimo v fitnese zato, da nadomestimo te aktivnosti, ki jih on imenuje surogatne aktivnosti, oziroma nadomestne aktivnosti, da ti navidezno vzpostavljaš ta proces moči, ki pa je v bistvu prazen, virtualen. In ker je temu tako, gre potem po njegovem vse narobe in ker se ta potreba ne realizira in se mora vzpostaviti človek te surogatne aktivnosti, je potem postajamo vedno bolj sužnji tega sistema in je naša svobodna volja oziroma želja po svobode, koliko jo je, se ne realizira. V vsakem primeru pa je ključen problem tudi ta, da pravi, da je moč sistema, torej kislonina industrijskosti, vedno močnejša, je vedno večja od človekove želje po svobodi. In napoveduje, da to vkolikor ne pride do razbitja, od to, o čemer je govoril prej Roman, če ne pride do razbitja industrijske, torej tehnološke družbe, potem je v limiti, ima nekaj scenarijev, kaj se lahko zgodi, ampak v vsakem primeru za tisto, kar je za njega ključno, svoboda človekova, je črna usoda. Tako, jaz vidim v osnovi ta manifest. Predlagam, da se malo kasneje pogovarjamo o tem, kako je on katere stvari recimo pravilno napovedal in katere ne. Zdaj, Roman, tole me zanima. Zakaj je Ted Kaczynski, ki v tem svojem manifestu nikjer ne poziva k nasilju, k neki nasilni prekinitvi tega, kar on napoveduje, da se bo zgodilo, zakaj se je potem odločil, da bo tako rekoč naključno pošiljal te pisemske bombe? Naslovniki pisemskih bomb so bili nosilci tehnološkega razvoja. On je na letalo je poslal, sej ni eksplodiralo, se je kadilo, tam so ene prste jim je odtrgalo računalniškim prodajalcem, nekim firmam, nosilcem tehnološkega razvoja, ker je želel zaustaviti ta tehnološki razvoj, ker je kot simptom videl, da je tehnologija človeštvu nek smrtni sovražnik. Sej to pije logiko. Ne moram reči, zdaj 2.4, 2.5, kdaj je bil ta film, Jaz, robot, Will Smith je to igral, I, Robot. Tam točno piše, torej je predstavljena ta poanta, je pa to po literarni predlogi posnet film. Se pravi, tehnologija bo človeka zasužnila, človek bo postal sužnj robotov in roboti so dejansko potem zasužnili človeka, ker so roboti sami ugotovili, da je človek sam sebi največja nevarnost. Ampak jaz moram reči, skozi psihoanalizo gledano, človeka vladuje načelo ugodja. Lušn mora biti na tem svetu, prijetno mora biti. Ja, to je ta film, ko so potem roboti zasužnili človeka, ker so ugotovili, da bo človek sam sebe v grob spravil. Človeka vladuje načelo ugodja in tehnološki napredek pomaga človeku, da je bolj prijetno živeti. Tudi ChatGPT, recimo, ki si jaz sebe noter upisal, mislim, to so naredili drugi, jaz sem sam dobil nek namig, češ, te pa ChatGPT, umetna inteligenca, pa tebe bolje profilira kot te lažnivci na Wikipediji. Na Wikipediji, kot človek to dela, hočejo mene diskreditirati. Umetna inteligenca je pa v meni, pa feminizmu, ogromno pozitivnega napisal, oziroma objektivno sliko je dal ChatGPT. Se pravi, industrijska revolucija je razbremenila človeka, to je nekaj dobrega. Res, da se ta industrijska revolucija, tehnologizacija dobe, ko bojo dejansko roboti mogoče res vse prevzeli, ko bo avto sam vozil pa tako naprej, bo to olajšalo človeku življenje in nosilo v sebi kopico enih nevšečnosti, neprijetnosti in Kaczynski je samo to videl, ampak zakaj je videl? Videl je to kot simptom, tudi pisanje manifesta je en sam simptom. Se pravi, simptom vrnitev nezavednih potlačitev iz otroštva, ko je bil alergičen na vse, kar ni bilo mama. Se pravi, na vso tehnologijo, na vse tiste žnore, kable, na elektriko, na monitorje, ki so ga ohranjeni recimo pri življenju oziroma mu pestrili življenje, v resnici mu prinašali zdravje, ampak on je to videl kot sovražnika. In potem je na tem fundamentu on razvijal neko logiko, ki pije vodo. Ampak ta logika je simptomatska. Kaczynski je bil ranjen. On se je umaknil v tolo lopo, ki jo vidimo v Montani, bil izoliran od vseh, od ljudi, ker se je bal medicinskega osebja, on se je bal potem tudi ljudi. Zato
Torej, ne bi bilo treba tega manifesta in njegovih idej dobesedno razumeti, pa se z njimi ukvarjati, ampak moramo mi to brati kot simptom, v smislu, kaj stoji onstran njegove logike. Onstran njegove logike pa ni logika tega našega filozofa Škrbine oziroma Skrbine Davida, ker on je filozof, se s tem ukvarjal filozofsko, ampak Ted Kačinski je bil zaznamovan, tako rekoč v grob spravljan celo otroštvo s to medicinsko tehnologijo, ki jo potem posplošil na vse, stihijsko posplošil na vso tehnologijo, ki človeštvu zaznamuje življenju, večinoma v smer dobrega, ampak da se tudi, ne samo ta jaz robot, tudi matrika se ukvarja s to poanto, da lahko roboti prevzamejo človeštvo in človeštvo lahko res postane popolnoma družba izmaličeno zaradi intervencije tehnologije. To je legitimno razmišljati, ampak Kačinski je samo naknadno razvil neko logiko kot mašilo na travmo, osnovna travma je pa njegova hospitalizacija oziroma njegovo otroštvo. Mogoče tokle istočnica, da bo Dragan še kaj napletel na tole mojo osnovno misel. Ja, torej, ta psihološki del, bom mogoče tako povedal, jaz tukaj nisem izobražen, čeprav je okoli mene veliko bilo ljudi in so še. Moj oče je bil pedagogika psihologija, brat je bil psihiater, sin pa kognitivna znanost, začetek pa psihologija. Tako da nekaj se suče tudi po mojih žilah, ampak mene, kot rečeno, ta aspekt, ne da me ne zanima, ampak raje gledam druge stvari. Bolj me mogoče to, kako je možno, da je človek videl tako daleč naprej, ker on je te stvari, ki jih opisuje notri, kot da bi danes bral. Daj nam par primerov, Dragan, kaj recimo se tebi zdi, da je on tako daleč naprej že napovedal, pa je danes aktualno? Ja, naprimer, vsa ta razna gibanja, torej tisto, kar se je v Ameriki dogajalo od leta 15, sicer zdaj malo že izveneva, tako imenovano, ko so na univerzah popolnoma ponareli z raznimi trigger warnings, ne smeš levo pogledati, ne desno pogledati, nekoga ne užališ in tako naprej. Skratka, tista... Ta woke ideologija. Woke ideologija oziroma to žrtveništvo, ne, to je nekako ideologija žrtveništva. Ti si vsaka stvar, ki tebe kakorkoli, na katerikoli ravni rani, je treba procesirati in se mora družba s tem ukvarjati. Predvsem pa, ko opisuje tudi, kako ljudje, v kaj gredo ljudje, ko morajo nadomeščati ta proces moči, te surrogatne aktivnosti in potem se grejo raznih aktivizmov, zgolj zato, ker nimajo avtentične možnosti po uveljavljanju tega procesa moči. Predvsem pa, ker Roman omenja stroje in tehnologijo in tako naprej, mislim, da notri, ko govori o tem, kaj se utegne zgoditi in govori o umetni inteligenci, sta dva, tri scenarije, se pravi, lahko mi, če pravočasno razvijamo umetno inteligenco, da jo pustimo, da prevzame vso odločanje, to je ena varianta, popolnoma predano v umetni inteligenci, ljudje potem nič več o ničemer ne odločajo, ali je vmes neka elita ljudi, ki potem še vedno je teoretično nad umetno inteligenco, imamo potem samo še bolje pa plebs, ampak v obeh primerih ni več prostora za toliko ljudi, kot je na svetu, se pravi, sledi depopulacija. In pa tretja varianta, da ne uspejo do konca tako daleč pripeljati umetne inteligence, ampak v vsakem primeru ta napredek v tehnologiji gre dalje, tako da postajamo vedno bolj odvisni od strojev. Zdaj, mogoče bi še svoj vidik tukaj, če malo rečem, malo šaljivo, mi imamo vedno več umetne inteligence in vedno manj naravne inteligence. To je skoraj, pa sploh ne govorimo o tem, ali so ljudje pametni ali kakorkoli. Enostavno, življenje je tako, da nas prisiljuje v to, oziroma nas sili v to, ker smo vsi radi komot, kot pravi tudi Roman, da ne uporabljamo več svojih sposobnosti kognitivnih, ki jih imamo, ker so nam na voljo ti pripomočki. In na ta način to krni.
use it or lose it, rečejo Američani. Se pravi, zdaj pa je tako, ne, če nam padajo kognitivne sposobnosti, umetna inteligenca raste, zdaj je odvisno, kje se presečeta. Ne. Če prehitro pade in prepočasi zraste, potem se utegne zgoditi neko kaotični razpad civilizacije, zahodne družbe ali pa naših teh skupnosti in potem je to lahko eden od možnih scenarijev, ker pravzaprav se sploh ne bo treba, torej ne bi bilo treba delovati Kačinskemu, ne, ker bo razpad tehnologije se zgodil sam po sebi in bo potem lahko človeštvo se nekako zlimitiralo v nekaj manjših, v manjše skupnosti, ki bodo morali nekako začeti stvari od začetka. Jaz se vedno vprašam, ko sem hodil v Ameriko kot najprej študent v Angliji in potem, ko sem tam delal, takrat je bil Concorde, ki je letel 4 ure iz Pariza do New Yorka. Zdaj ne leti že 20, ne vem koliko let več. Zakaj? A nismo sposobni več, ali kaj je to? Ne? Se pravi, kaj pa če so, jaz se samo sprašujem, ne poznam odgovora, ali mogoče mi smo zgubili določena znanja in torej tehnološke narave. Ne? Podobna zgodba je mogoče ta ameriški vesoljski program, ne? Recimo, kjer vidimo, da nek zasebnik Musk pač lahko stvari, za katere pač recimo uradne ZDA ne morejo. Ne? Veš kaj, lažje kritizirati unega zaraven kot pa ta glavnega. Ne? Da ne bojo še kaj, ne, Amerike se ne sme kritizirati, Francoze pa lahko. Ne? Francoze pa lahko z Concordom. Evo, Roman, bi ti kaj dodal k temu? Jaz bi dodal, da jaz se pa ne bojim umetne inteligence, zato ker vem, kak spekter problemov lahko človek rešuje, če ne bo ta balastno pamet, spomin, da bo to prepustil računalnikom, internetu, umetni inteligenciji. Človek se lahko s toliko pametnimi, filozofskimi, emocionalnimi stvarmi, psihičnimi stvarmi ukvarja, ker umetna inteligenca nima avtonomne pameti, to je treba vedeti. Zaenkrat še pač umetna inteligenca ne misli sama. To je program, ki ga je človek naredil in človek mora programirati. To je vedno človek v ozadju. In če kupica nekega balasta lahko naredi umetna inteligenca, ne, in jaz jo vidim kot eno, ne birglo, ampak pripomoček, zaradi katerega se bodo določene stvari na svetu bolje dogajale. Ne, če bo umetna inteligenca recimo dobila prave programe, pa da bomo mi vprašali, kaj pa na tem svetu najbolj pereče, bo umetna inteligenca rekla lakota. In pa bo se človeštvo obrlo, pa bo pomagala lačnim Afričanom. Ali pa recimo politiki. Če bi bil ChatGPT recimo politik, namesto goloba, se nam lepo godilo. Tako pa imamo, kar imamo. Umetna inteligenca nima subjektivnosti. V umetno inteligenco se lahko naseli izven ideološkosti. Jaz sem prej sebe omenil, vse je ta umetna inteligenca, ko recimo motri mene, ponotranila neke nebuloze, ki jih sovražniki do mene so jih infiltrirali v ChatGPT, ampak na drugi strani so pa neki moji fani, ki so tudi prišli do izraza. ChatGPT je objektivno razložil stvari, nima neke ideološkosti. In jaz vidim tukaj veliko rezervo, ki pomaga človeštvu, da se normalizira v enih segmentih družbe. Človek slejko prej bo prišel na Mars, bo zapustil Osončje, galaksijo, bo prišel do, ne vem časovnih potovanj v druge galaksije. Mi bomo lahko človeštvo preselili na druge planete. Brez računalnika, brez tehnološkega planeta se to ne bo, tehnološkega napredka se to ne bo dal. Mi bomo mogli, ne vem, najti nov planet čez milijon let, ko bo Zemlja crkla. Mi brez tehnološkega napredka kot rasa Homo sapiens lahko zaključimo zgodbo. Mi se bomo morali preseliti v vesolje. Mi moramo neke naše otroke, se pravi raso Homo sapiens, preseliti na druge planete. To bo vse podpora računalnika. Ted Kačinski recimo je pa to videl kot smrtno nevarnost. Zakaj? Zato, ker je bil obseden s tisto tehnologijo, ki ga je zasičila, ko je bil tam v bolnici. Zato pravim, da njegov manifest, njegov pogled na tehnološki razvoj, simptom njegove travme, njegovega otroštva in nima veze z realnostjo. Jaz bi se mogoče dotaknil, mogoče pa tega filozofa Škrbine, ker ta pa je filozofsko pristopil k tej temi, tudi kritiziral, jaz sem malo pogledal, tudi religijo. On si je dopisoval s Kačinskim v zaporu, samo da povemo. V zaporu obiskoval, ker
logika Kačinskega, seveda pije vodo, ima rep pa glavo, človek ni bil butast in je znal razvijati ta moment napredka, ampak ni pa vedel kupico enih psiholoških zakonitosti, ni se zavedal načela ugodja, ker na tej plati čustvene emocije je bil pa bolj, kot rekel, debil, ne? Mislim, ni bil prav briljantno pameten, če se sploh ni družil, še ko je bil profesor, ne? To je bil čudak, to so ga študenti žvižgali, ker ni znal komunicirati. Na tej točki, ko je on predvidel, kakva bo družba, je on kiksnil, zato ker ni čutil družbe, on je družbo sovražil, on je imel fobijo socialno, tako da bi jaz ta prislikanje njegove fobije, njegovega manifesta na neko realnost, na nek futurizem, bi jaz tukaj moral, rekel, psihološko pokomentirati in malo sem namignil, da je ta psihološki moment ful pomemben pri razumevanju tehnološke intervencije v družbo, v človekov napredek. Mogoče tokle, da bo še Dragan kaj dodal. Rade volje, vse imamo še par minut, ne, do konca. Mogoče bi rekel tako, ne, da bi vendarle, vsaj z mojega zornega kota je bolj pomembno tisto tukaj zdaj, kot pa čez milijon let na Marsu, ne. In v tem smislu mene res fascinira ta njegov način, tako definicija procesa moči. In bi rekel tako, da ogledalo oziroma pokazatelj bolnosti ali pa zdravosti neke človeške skupnosti je na kolikšen del te skupnosti ali pa v kolikšni meri neka skupnost na zdrav način, na avtentičen način, na avtentičen biološki način uveljavlja ali omogoča ljudem, da uveljavljajo to, da realizirajo to proces moči. In žal moram reči, da danes, ko pogledam naokoli, tudi po lastnih izkušnjah, po tistem, kar vidim, slišim, pa kolikor se bo slišalo čudno in grozljivo, je, da mogoče ljudje v Gazi in na Zahodnem bregu in tako naprej, v Zahodni Aziji, kot se reče, na nek perfiden način lahko uveljavljajo to, če ostanejo živi, ne, ker se borijo za življenje in če preživijo, so uveljavili ta proces moči. Potem mogoče tisti ljudje, ki znotraj neke skupnosti so moteči, pa jih skupnost preganja, pa jim uspe po sodni poti, da se izvijejo iz teh klešč pravosodnega sistema. Ti so uveljavili proces moči, medtem ko, tako kot tudi Ted Kačinski pove, vse te dejavnosti, ki navidezno omogočajo to, naprimer znanost, je v veliki meri tudi surogatna aktivnost, še zlasti v zadnjih časih, ko je postala sama sebi namen z zbiranjem člankov in citatov, ne. Tako da jaz pa ne da bom rekel, da je imel vsem prav, ampak zagotovo v nekaterih aspektih je zelo dobro opisal, kakšna bo družba, kakšna je. On je sicer opisoval, kakšna je, ampak če je v 70-ih letih to opisal, mi pa vidimo, da sicer pri nas se ene stvari malo kasneje dogajajo kot v Ameriki, da lahko, ko preberete manifest, če človek prebere manifest, vidi, kot da bere tukaj in zdaj, z to razliko, da določenih stvari seveda ni zapisanih, ker takrat, ko jih je pisal, jih ni bilo. No, mogoče, če bi jaz dodal, jaz sem nekoč znanstveno fantastiko srkal v sebe, samo to me je navduševalo, te Hollywooderji tudi znajo fino napovedati ene stvari, pisatelji, Jules Verne, recimo, je ogromno tiste svoje fantastike tako zapeljal, da danes vidimo, da marsikaj drži, ampak on je čist na drug način stvari zastavil. So pa probali, takole vem, da nek eksperiment, najbolj pametne ljudi v Ameriki, ja, to je ta matrika, ki so bili ljudje kao sužnji svojih aparatur, svojih pošasti teh robotskih. Se pravi, šli so tudi na Harvard, kjer je Kačinski doktoriral, in so ugotovili, da vsi najpametnejši niso znali točno zadeti prihodnosti. Skup so stopili, so razpravljali, kaj bo v bodoče, in so vsi falili. Ker noben človek ne more toliko pameten biti, da bi napovedal prihodnost tako, kot
verjetno se bo zgodila. Ne. Potem so neki ključni odgovori so bili bolj točni kot te modreci ali pa filozofi, znanstveniki, ki so stopili pa napovedali, kakšna bo družba čez 20-30 let. So zgrešili. Tako da, jaz sem rekel, da pije vodo, njegova logika Ne, samo on vzdrži. ni zgrešil, ne, to je poanta, ne. Ne, ni zgrešil, ampak Ni ta zgrešil, zelo dobro psihološki, je opisal. psihološki moment je on popolnoma zanemaril. On načela ugodja, koliko je prijetno živeti ob podpori, da ni treba iti peš v Ameriko pa plava čez, ne? Ker je avione recimo pač tudi se streljiti ga je hotel. Ne? Se pravi, psihološki moment v njegovem razmišljanju je tako šibek, ne, jaz sem tudi bral ta manifest in kupica enih stvari, zdaj, če bi šel jaz v detalje, bi mu porekel na vsake 3 odstavke. Ne. Samo, nimamo časa, jaz sem želel povedati, da bi bilo treba njegovo zgodbo z manifestom, pa njegovo alergijo na tehnološki razvoj jemati z rezervo, zato ker je to simptom njegove ranjenosti, njegovih travm iz otroštva, ki so potrovali njegovim 3 umorom, samo 23 ranjenih, pa 16 bomb je samo Zdaj izdal vidim, da je sam zadnje. še par sekund. Jaz pa rekel, da to, kar je napisal v manifestu, je posledica tega, da določeni matematiki, ko premikajo meje vidnega v nevidno, vidijo dlje. Ok, super debata, z veseljem jo še kdaj nadaljujemo. Za danes pa dr. Dragan Marušič, vojni magister Roman Vodeb, najlepša hvala za vajina pojasnila v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, kaj imamo s poštnim bombašem, že 1090. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, komu je Donald Trump seksi, kaj o Trumpu menijo seksi konzervativke. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.